čakajo Terese, Jezus je zgodbo smili se verni učenica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekoma. Amen. da je večni mir duha In večna duša in sveti. Amen. Prisrčno pozdravljeni v našem župnijskem prazniku, ko slavimo zavetnico, patrono naše cerkve in župnije, sveto Ano, matere Device Marije. Z velikim ponosom jo častimo. To sveto ženo iz preloma stare v novo zavezo. Toliko je bilo v njej že povedano, predvsem iz apokrifnih tekstov, tistih, ki niso bili sprejeti v svetopisemski kanon, pa so vendar izredno stari in zanesljivi. Vemo kar nekaj o njej, o tej materi, ki je bila tudi preskušana s trpljenjem, predvsem ni imela potomcev, kar je prineslo sramoto in izobčenje. Toda neizmerna zvestoba, zaupanje jo je postavilo visoko. In mi tukaj na Gozdu smo ena od mnogih župnij, ki je zavetnica sveta Ane. In koliko je teh v vsem katoliškem svetu, na 100.000 cerkva kapel upodobitev. In po drugem Vatikanskem koncilu slavimo tudi svetega Joachima skupaj z njegovo ženo, sveto Ano, kar je logično in pravilno. Čestitke ob župnijskem prazniku. Najprej pa priznajmo, da želimo svoje grehe, da bomo sveto našo vredno vhajali danes za Miro Krt, za Roka Petka ter Marijo in Matevža Rifel. Una
je osrednja osebnost katoliške verske tradicije. In kot sem dejal, po prenovi koledarja martirologije leta 1968 skupaj voduje tudi svojim možem Joachimom. Resnična zgodba o sveti Ani, materi Device Marije in njenega moža Joachima je sijajen zgled vztrajnosti, upanja in zaupanja v Boga. Z neumajno vero sta premagala težave in prejela čudežni dar Marijinega rojstva. Njuno življenje in njun zgled nam je navdih za globoko vero in za zaupanje v Božjo previdnost. Njuno življenje se je odvijalo v Palestini, takrat že pod rimsko oblastjo kar nekaj desetletij, tudi v času velikih duhovnih pričakovanj obljubljenega Mesija in želje, da bi Izraelsko kraljestvo se zopet vzpostavilo in bi se rešili okupacije Rimljanov. Krščanska tradicija jo vidi kot vzornika vere in upanja, sijajen primer predanosti v pogosto sovražnem okolju. Njuna zakonska zveza, čeprav velikega zgodovinskega in duhovnega pomena, ni bila brez preizkušenj. Tako tudi v njunem življenju, kakor v življenju mnogih globoko vernih ljudi, stopa tudi preizkušnja, trpljenje. Nista bila tega obvarovana. Predvsem veliko trpljenje, ker sta bila brez otrok. V družbi, ker je bila plodnost obravnavana kot Božji blagoslov, je brezplodnost pogosto prinašala prezir, stigmo in celo so rekli, to je Božja kazen. Poroka svete Ane in svetega Joachima pa je zgodba o ljubezni in vztrajnosti. Izročilo pravi, da sta živela v Nazaretu in bila znana po svoji pobožnosti in pravičnosti. Kljub njuni predanosti jo je pomanjkanje otrok pahnilo v stanje bolečine, trpljenja, sramote. To je bilo še posebej boleče za Joachima, zato se je za 40 dni umaknil v puščavo, molil in se postil, ter prosil Boga za sina. Ana pa ni nikoli nehala moliti in je kazala neumajno vero tudi v trenutkih največjega trpljenja. Zgodba o Marijinem čudovnem rojstvu je osrednjega pomena v življenju svete Ane in Joachima. Po izročilu se je Ani prikazal angel in je oznanil, da bo končno postala mati. Ta dogodek ni le pomenil njene žalosti, temveč je bil znamenje Božje pravilnosti in naklonjenosti. Marija se je rodila sredi veselja in zahvale, sad vere, ki je globoko odmevala v njunem življenju in v prihodnjih rodovih vernikov vse do danes. Njuna neumajna vera v velikih težavah in preizkušnjah je dokaz duhovne vztrajnosti. Sveta Ana in Joachim nista cenjena le kot njena starša, temveč tudi kot zgled zaupanja v Boga in močne vere. Njuna zgodba kaže, kako lahko vera tudi v najhujših stiskah vodi do nepričakovanih preobratov. Podoba svete Ane in svetega Joachima se v mnogih krščanskih izročilih slavi z globoko pobožnostjo. Njun spomin tudi tukaj na Gozdu slavimo slovesnim praznikom in bogoslužnimi običaji, ki odražajo predvsem dragocen pomen družine in vere v našem vsakdanjem življenju. Njun pomen ni priznan le zaradi starševske vloge, temveč zaradi vere in predanosti. Že od prvih stoletij krščanstva cerkev slavi njuno življenje in kreposti, ter spodbuja njuno češčenje in zatekanje k sveti Ani in Joachimu. Češčenje svete Ane je močno tako na vzhodnih kot v zahodnih tradicijah skozi vsa stoletja.
Pravoslavni cerkvi je znana kot Mati Božje Matere in se praznuje z veliko slovesnostjo. Ikone in slike svete Ane jo pogosto upodabljajo z mlado Marijo, kar poudarja njeno vlogo vzgojiteljice in varuhinje bodoče Božje Matere, Jezusove Matere. Njen praznik, ki ga v katoliški cerkvi praznujemo 26. julija, je za nas čas razmisleka in molitve in iskanja poti in smisla vsemu našemu življenju. Sveti Joachim, čeprav v ljudskem češčenju manj pomemben kot sveta Ana, je kljub temu češčen kot oče Device Marije in stari oče Božjega Sina Jezusa. Umetniške upodobitve ga pogosto prikazujejo z jagnetom, simbolom čistosti in žrtvovanja. Tukaj na našem oltarju pa je umetnik in tipar urnik upodobil z košarico z dvema golobčkoma in s palico v roki. Njegov bod se praznuje skupaj z vodom svete Ane, kar poudarja pomen njunega zakona in njun skupni zgled vere. Pobožnost do svetega Joachima je še posebej močna v katoliških državah, kjer ga župnije in skupnosti častijo kot zavetnika očetov, starih očetov in družin, podobno kakor tudi svetega Jožefa. Sveto in pobožno življenje svete Ane in Joachima je tudi za nas veliko duhovno izročilo in pouk, pa tudi zaveza. Njuna vztrajnost in predanost v molitvi kažeta, da se Božja milost pokaže na nepričakovane in čudovite načine. Ob tem smo vabljeni, da razmislimo o svojem življenju in se navdihujemo v njunem zgledu ljubezni, vere in upanja. Poleg tega njuno življenje poudarja pomen, veliki pomen družin v krščanskem izročilu in v življenju človeštva. Kot starša Device Marije sta sveta Ana in Joachim vzor starševstva in duhovne oskrbe. Njuna življenja nas učijo, da je vsaka družina poklicana biti kraj molitve in svetosti, zatočišče vere, predvsem v svetu, ki ga pogosto zaznamujejo negotovost in težave. Njuna medsebojna predanost in Bogu sta zgled, kako graditi družinsko življenje, ki temelji na globokih duhovnih vrednotah. Njuna zgodba je pričevanje upanja za tiste, ki hrepenijo po otrocih, a se soočajo s težavami neplodnosti. Za družine, ki se borijo za ohranitev vere sredi vsakodnevnih nasprotovanj sekulariziranega in veri nasprotnega sveta in za vse, ki iščejo zgled neomajne in trdne vere. Zgled njunega življenja je tudi danes sodoben in sta oba kot luči upanja za verne kristjane vseh starosti in vseh generacij. Dragi župljani, še enkrat čestitke in voščila ob župijskem prazniku, ob patrocinju, ob naši patroni sveti Ani. Sveta Ana, prosi za nas. Amen.
eno Anino nedeljo. Skupaj še kričimo, da se Božji blagoslovi. Gospod z nami.